nemogoče. Dober dan vsem skupaj. Plonk cegelca si dovolim, ker nisem ravno navajena takole direktno, ampak če sem že dobila priložnost, draga Mateja, vidim, da si še močnejša, kot je Irena Rotar, in da sem tule tretja na vrsti, je nemogoče. Če sem mogoče kdaj koga malo razdražila, naj si reče, kako že parkrat globoko vdihne, ne? Ker seveda smo si različni in različno smo stari, iz različnih okolj prihajamo, različne poklice opravljamo, različne vloge in v tem družbenem mehanizmu ta pestrost res ni enostavna. In če se včasih ozremo, da so politiki, pa kaj sem oni, strokovnjaki so res bogi, da morajo to vse krotiti in voditi. Potem pa, če so še malo materialistično navdahnjeni, pa malo globalistično hlapčevski, pa malo kratkovidni, pa malo kaj še vse, se pač dogaja tako kot se. Gremo po vetru, kar kamor veter potegne, tja gremo in si rečemo, ja, nič se ne da. Zato sem zelo hvaležna kot agronominja, da sem še, veste, javna uslužbenka in še vztrajam v tistem najbolj množičnem sistemu, ki se mu reče Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Tule v Spodnji Savinjski dolini sem sicer lokalna kmetijska svetovalka in tam se poskušam izživljati v tistem, kar mislim, da je malo bolj prav kot optimiranje rabe fitofarmacevtskih sredstev, natančno doziranje umetnih gnojil, potem natančno pripravljanje obrokov za tiste kure in piščance pod klimo, pod umetno svetlobo in podobno. Tam z genetskim inženiringom si nisem ravno dobra, s tisto krmo, ki jo večina industrijsko rejenih živali, predvsem perutnine, prašičev, dobivajo na krožnik in tako dalje in tako dalje. Se pa smem in morem ponesti, da smo leta 2011 v mlekarni Celeja, Zelene doline, pomagali izpeljati projekt brez GSO in vseh 1200 dobaviteljev takrat mleka certificirali na takšno rejo domačih živali in celotno predelavo v predelovalni mreži Zelenih dolin na takšno certifikacijo. Glede na to, da sem takale odrasla, že skoraj izdelana osebnost, mi vsaj rang tovrstne prehrane pomeni zadosti. Seveda, če je ekološko, mi je še lepše, če pa ni boljšega, pa so živila živalskega izvora z certifikatom brez GSO zame zadovolj dobra. Pod znamko domače me pa včasih malo strese, ker grem po terenu, pa marsikaj vidim. Slednja vreča dokupljene krme je že lahko ali z GSO ali brez GSO. In glede na to, da že 10-11 let po tem velikem projektu opozarjamo na to podhuljeno krmno mešanico, se kar normalno tamle v vsaki trgovini da kupiti, še ni ta glas prišel dovolj daleč. In ga še in še ponovno in ponovno rabimo širiti. Toliko malo voda. Zdaj pa na tisto temo, katero mi je Mateja zbrala in je rekla, ja, 4-delnost po Steinerju. Dr. Rudolf Steiner je tisti mož, 1925. leta se je iz tega sveta poslovil. Zasnoval pa je mnogo, tako valdorfsko pedagogiko,
antropozofsko medicino, lepe umetnosti in v gospodarstvo, katerega kmetijstvu se mi vidimo z biodinamičnim kmetijstvom zasejal tik pred smrtjo z tako zvanim večdnevnim predavanjem duhovne znanosti v kmetijstvu. Ker ja, v pridelovanju tam na njivah vemo, da je najtesnejši stik med tem, kaj dobimo z vesolja in z tega, kaj potegnemo iz pekla. In glede na to, da je pot naša rast, je tudi pot spoznanj in vedenj. In ta vedenja so v najbolj enostavnih rečeh. In eno izmed njih je tudi beseda. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Vse je po njej nastalo in nič, kar je nastalo brez nje. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudem in luč sveti v temi in tema je ni doumela. Mi smo na tej točki, da spregledamo vse malenkosti v tej temi in to temo presvetlimo. Poleg staršev seveda in življenjskih izkušenj, takih in drugačnih, se je pojavila 2010. leta meni še ena učiteljica, gospa Meta Vrhunc. Smo že enkrat slišali zanjo in pa množica nas, ki smo takrat v Spodnji Savinjski začeli z temi festi, takimi in drugačnimi. In da ne dolgovezim, da se v tej biodinamiki in štiridelnosti, v tej enostavnosti znajdemo, bi samo ta 4 področja, 4 plasti ali 4 dele, ki človek nosi vse 4, živali nosijo 3, rastline nosijo 2 dela in tam nekje imamo še minerale ali tisto temeljno mrtvo substanco, iz katere je vse nastalo. In rabimo samo 4 elemente, da je to življenje tukaj. In da ga čuvamo, ker se že malo stara, predvsem pa, da ga krepimo. Poznamo neživo in živo naravo. In neživo si mislimo iz tistega temelja, živa pa so rastline, živali in stopnja razvoja nas ljudi. Neživa narava je temelj vse biti in vsa bit, jaz na koncu, je pogojeno iz te nežive narave, iz teh mineralov. Karakteristika mineralov je pač nekaj mrtvega, neke spojine so to, lahko kemično in fizikalno to opisujemo, kakšno je, določamo barvo, velja za to zadevo, v prah se bomo tudi mi vrnili, seveda, iz praha smo prišli, da velja nadnjo zakon neuničljivosti in ta zadeva se ne razmnožuje, nima lastne toplote, nima lastnega premikanja. Glede razkroj pa kaže na stopnjo razvoja zemlje in ta mineral nima tipične oblike. Malo povzemam. Namreč, pred časom sem absorbirala še zadnji, ali pač nazadnje, webinar biodinamičnega kmetovanja in z tega webinarja povzemam
malo pred množico je trema, pa kar malo poškilim. In zdi se mi pa to eno izmed najpomembnejših stvari, da so nam znane, da se ta mineral ne razmnožuje in da pridobiva toploto od sonca, dobiva vodo tudi iz semirja in je osnova, čemu? Osnova zelinju, prvemu klorofilu in rastlinam. Zakaj tak uvod? Zato, ker si rabimo močno ozavestiti te prvobitnosti in nastanke, da bomo kot ljudje, ki smo odgovorni nad vsem, s to prvobitnostjo ravnali, če nismo do zdaj, pa v bodočnosti bolj modro. In rastline so že tukaj. So temelj in pogoj za vse višje razvite rastline in za višje razvite tako živali in za ljudi. Vedno izhajamo iz nižjega. Rekli smo, mineral je pogoj za rastline. In rastline bodo pogoj za živali in živali in rastline bodo in so pogoj za nas ljudi. S sabo sem prinesla tule en kravji rog, ki kar mimo grede, da opozorimo nanj, da ga je narava oblikovala in tekom evolucije živalski vrsti govedo oblikovala, da bo tekom časa zraslo. Pri teličku je najprej tak mali gumbek, ki s časoma tam proti 2 letom pri govedu zraste in potem je ta rog s slednjim reprodukcijskim ciklusom daljši, večji in pa takšnele nagrbančene iz boklinice. Vidi se, da koliko potomcev je tista žival imela. Nekako se čutim odgovorno, ker sem predstavnica kmetijstva, da nam približam, da je to bilo ustvarjeno, ali ga imenujemo tega stvaritelja Bog, ali stvarnik, ali narava, ali karkoli. To je naša preteklost in tudi slednja žival je tista, ki bomo z njo rabili v pestrosti in moči živeti. In rastline, v rastlinah se pa že vidijo in čutijo etri. V rastlinah je že življenje. In življenje, kako je strukturirano, nastalo, ja, voda, toplota, svetloba in tisti mineral so bili prisotni, da je se zgodil čudež. Lahko ta čudež poimenujemo tudi s kakšno drugo besedo. Vsak si naj vzame svojo. Etri, sile, ki oblikujejo življenje, se vcepijo v snov, oblikujejo celico s celičnim jedrom. Snovi uporabljajo kot nosilce procesov, procesne presnove in v procesih asimilacije in fotosinteze, smo že tam, kar smo se učili že v 3., 4. razredu, se začne preobrazba, tvorba organske snovi, gradnja rastline v skladu s prapodobo. Seveda, rastline imajo en kup karakteristik. Hodijo še ne. Svoje toplote še tudi nimajo, tako kot jo imamo mi, a ne? Rastline služijo višjemu principu. In to, da služijo višjemu principu, se pravi, so v službi življenja pri uresničevanju neke ideje, niso izolirane, temveč so v procesih, so oživljene.
etri, tisto življenje, igra vlogo delovodje, snovi vlogo izvajalca. Ja, mi moramo več jezikov govoriti, veste, ker smo tako pestra množica, da razumemo drug drugega, vsak svoj poklic opravljamo in s temi prispodobami lahko približamo to bit, ta eter, to življenje. In to življenje, ki se je kopičilo zaradi sonca, zaradi vode, zaradi toplote in tistega minerala, v njem se je skopičilo tisto, kar bo služilo višjemu življenju, višjemu astralu živali, če zelo enostavno rečemo. In če mi nimamo na tej poti vseh teh nivojev, teh plasti, nekaj manjka. Ni naše življenje tako čvrsto, močno, prepričljivo in krepko in tam, ja, če nekaj manjka, lahko pa še popravimo, lahko nadoknadimo, lahko dodamo. Ampak z zavedanjem to dodamo. Ko se mi zavedamo svoje šibkosti, ji bomo samozdravljeno si pomagali. Sami si bomo najprej poskušali z krogom znancev in prijateljev, z rastlinami, s čaji, z vsem. Potem bomo šele mogoče iskali še kaj več. Te rastline jemljejo iz okolja, dihajo, asimilirajo, presnavljajo, izločajo, gradijo sebe, prostor, se krepijo in te rastline, ja, nimajo svoje toplote, na snovi, ki jih tvori, vežejo pa toploto in svetlobo. Jaz si tega dolgo nisem znala razumeti, znala ozavestiti, da rastline vežejo nase toploto in svetlobo. In skozi naše prehranjevanje s temi rastlinami ali ena taka sončnica ali regrat, to toploto in svetlobo, svojo barvo seva v tla ali pa seva živali ali meni človeku v prehranski verigi. Rastline se lahko oblikujejo le, če parazitirajo na mineralnem svetu. Parazitirajo. In mineralni svet je tisti, ki jih je omogočil. In za ta mineralni svet, ja, ki pa mora biti originalni iz časa, z nastanka Zemlje, ne iz laboratorija. In ko rastlina odmre, svoje odmrle substance pusti in služijo naprej, se je tudi rastlina vrnila v prah. In smo že pri kraljestvu živali. Koliko imam še? 15 minut? Ja. Tam nekaj. Nisem preveč zatežena. Ti sam razlagaj. Sam še bom poskušala čim hitreje. Želim pa nekako tudi pri sebi ohranjati koncentracijo in jo tudi pri nas vseh držati. To so tako enostavne stvari, ampak tako pomembne. In ko jih imamo ponovno in ponovno ozaveščene, nas, bom rekla, tudi krepijo. Mislite, da bi si jaz upala tej kmetijski politiki kljubovati in parirati in opozarjati na stran poti? Nikdar. Če ne bi tudi takih znanj ponovno in zopet in znova, kot Tone Pavček, ponavljala. Živali so živa bitja, razvita višje kot rastline. Več kot rastline so. Imajo eno telo več. Ali pa en nivo več. Razen snovi in energij življenja, ki snovi uporabljajo za izgradnjo bitja v skladu s prapodobo, ima žival še tretje telo. Ne samo mineral, pa eter življenje, ampak ima še tretje telo.
To telo imenujemo astralnost ali duševnost. Kot prežemajo vso žival energije življenja, prežemajo vso žival tudi sile duševnosti. V primerjavi z rastlino, ki se izraža v površinah, ima žival ponotranjen notranji prostor s telesom duševnosti, s tem pa tudi višje sposobnosti. Zato oživljeno telo živali veljajo karakteristike, ki smo jih že pri živalih omenili. Gradijo ga etri iz snovi v skladu spet s prapodobo. Astralnost ali duševnost s ponotranjenim prostorom omogoča živalim dodatne sposobnosti, kot so telesna toplota, sposobnost gibanja, čutila, ki omogočajo notranje duševne reakcije na vplive iz okolja, izražanje v oddajanju glasov, pogojujejo nagone in strasti. Na rangu živali smo. Nagone in strasti. Nagon človek, se zamislimo, da obstaja, ampak ni ravno lepo, normalno, v skladu. No, in še pri živalih socialne sposobnosti imajo in potrebe po skupnosti. Zdaj bom pa samo pri živalih še ločila. Tiste živali, ki so udomačene, in tiste živali, ki so divje. Kakšna je razlika? In kako smo mi kot ljudje dolžni za udomačene skrbeti ali pa za divje, ki nam že tudi kar malo čez glavo prihajajo, ampak zdaj s katere plati gledamo, ne? No, duševnost živali ima dve razsežnosti. Del duševnosti je v živali, žival reagira iz te na bolečino ali ponudbo hrane. Del duševnosti popularno imenujemo instinkt in si ga moramo misliti kot duhovno resničnost. Instinkt kot duhovno resničnost, tako imenovane skupinske duše živali. V tej je utemeljeno vse instinktivno življenje in sicer kot primer ptice selivke so divje živali, njihov instinkt, tisti del duše je skupinska duša. Skupinska duša, ki žene te lastovke v tople kraje in jih žene in grejo. Na primer mravljišče, gradnja mravljišča je skupinska duša in čebelje družine so tudi skupinsko dušo. Pri domačih živalih je pa ta skupinska duša že malo spremenjena, pa ne spremenjena. Z udomačitvijo so se živali odrekle skupinski duši in se je ta bolj vezala na človeka. Odnos človeka do domače živali mora biti zato spoštljiv in ljubeč. Tako je. In to je najpomembnejši faktor za zdravje živali. Jaz seveda na domače živali ciljam, vas pa vidim, da imate tudi živali. V tem segmentu pa smo si spet z različnimi nameni in Bog obvar, da se našim otrokom zamenjuje ta socialni vidik, ki ga rabijo oblikovati v družini z nadomestkom.
sem včasih kar malo kritična. Življenje živali omogoča rastlina, žival sama le z mineralnim svetom, tudi svetlobo in toploto ne more nič početi. Življenje živali omogoča dejstvo, da ji pripravi hrano rastlina, žival vrača rastlini z astralnostjo prežete substance. Narava je služenje. Tudi v odnosu do človeka narava je služenje. Le na služenje človeka naravi narava še čaka. Na služenje človeka naravi narava še čaka. In smo pri kraljestvu človeka. Človek je najvišje razvito živo bitje na zemlji. Fizično telo človeka je iz snovi, ki jih daje mineralni svet, smo prišli in v prah se bomo vrnili. Tudi v človeku energije življenja etri snovi uporabijo za uresničitev slike. Tudi človek je prežet, tako kot žival, z astralnostjo ali duševnostjo, ki pa je pri človeku v področju razvoja. In razen členov, ki jih najdemo tudi pri živali, je človek obdarjen še s 4. telesom, ki se mu pa reče duhovnost. In višji razvoj človeka omogoča nižja kraljestva narave. Višji razvoj človeka omogoča nižja kraljestva narave. In da se potem v teku biodinamičnega kmetovanja lahko vprašamo, kako kaj. Na primer, samo eno gnojenje, kompostni kup pripravimo tako, in pravi kompost, prava gnojilna forma je v tistem, kar mi vržemo rastlinam, ki rečemo, da je to gnoj. Ta gnoj mora vsebovati vse 4 komponente ali vsa 4 telesa. Tudi ta človekov čutenjski, dušni in duhovni aspekt, ko se je človek potrudil, da je naredil tak kompostni kup in vanj vgradil 5 kompostnih preparatov. Ta kompostni kup rabi pa imeti 3 komponente, tako živalskega izvora, rastlinskega izvora in iz tistega mineralnega. Tak gnoj, taka substanca, ki jo mi podamo na njivo, v vrt, pa magar v lonček, rabi vse 4 komponente vsebovati. Zdaj pa, da nekako poskušamo s človekom znam zaključiti. Duša človeka je področje njegovega še potrebnega razvoja. Po Steinerju jo delimo v dosedanje stopnje. Kot duša čutenja, kot duša razuma in kot duša zavesti, ki prihaja do izraza v našem času. In stopnje, ki jih s potrebnim delom na sebi, uporabo vseh sposobnosti, ki jih ima kot duhovno bitje človek, da bi dosegli svoj cilj, moramo še razvijati. In človek, obdarjen z duhom, ga karakterizira pokončna hoja, artikuliran govor za svoje dejanja in odnose, je odgovoren ta človek. Ločuje ta človek dobro in slabo. Zdaj, da je zadosti dobro, spet mora poznati, kaj je zadosti dobro, pa da loči od slabega. In vedno v
v vsaki situaciji porabiti in izbrati ono boljše. In je to zdaj od naše zavesti, naše duhovnega nivoja odvisno, kaj bo boljše izbrano. Za svoje dejanja smo ljudje odgovorni. Z zavestjo obsegamo ves svet in je vse, za vse smo ljudje sokrivi, kar smo naredili. Ali da smo zrezirali gozd, ali da smo v Savinjski dolini že fejst splaknili prst, ki je že tako malo bolj rizična, ker je naplavina in je dovolj veliko mineralnega prisotnega in manj organskega, da živinorejo enostavno reziramo, ker se ne splača, ker je treba petek in svetek skrbeti zanjo in biti tudi tej dejavnosti podrejen. No, in zavestjo obsega ves svet, smo rekli, človek, čustva vodi in jih oblikuje in iz današnjega sklepa na mogoče na prihodnost, današnji odločitev, kakšne posledice bo imela. Tam, veste, mene zelo dostikrat ziritira, ko pride do nekih navodil in žal, moj razum, ja, sreča, hitro posledice takih nekih navodil čuti. In tam bo potrebna naša skupna moč in volja, da bomo določene stvari stavili. Tako kot smo prej slišali, ali ja, še kokoši čipirati. Da zaključimo, človek ima 4 telesa, se pravi snovi, etre, astralnost in duh. Živali imajo 3 telesa, snovi, etre in astralnost. Rastlinam se konča z etri in mineralnemu svetu imamo samo minerale. Da bi še kaj bolj razglabljali, raje kdaj drugič, da našo evolucijsko pot ali pa gibanje nebesnih teles, za njimi ozvezdja, okrog gibanje planetov okoli Sonca, ta astronomski vidik se priporočam kdaj drugič razložiti ali pa ga ozavestiti. Predvsem tam, da so epohe 2160 let približno dolge in da ta kulturni razvoj človeštva ima tudi svoje zakonitosti, točne, jasne ritme, to pa kdaj drugič. Zahvaljujem se z iskrenim, hvala za priložnost. Po 30 letih delovanja biodinamike v Sloveniji, s par setvenih priročnikov sem prinesla, si jih lahko vzamete in hvala za vašo koncentracijo, za priložnost.